keep me rolling. They hating, patrolling, and trying to catch me riding dirty. 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 Trying to catch me riding. Novi Fint, 832. Mislim, ni moj, ampak je pa nov model. Zadeva je kar velika, tako bi rekel. Se že delek sem dol lezel po teh 4 štengah, je kar visok. Jaz ga bom nucal zaripat, to sem že takem video objavil, ampak zdaj sem pa rekel, da še tega Fenda malo posnamem, pa da malo kolega povem. To je ta najmočnej v seriji 832, 320 konov, maksimum 340, not ima Akco Power 8.0 litrski motor, 1650 Nm navora, a je pa 6 cilindrc, itak. Klasično ima varijo menjalnik, brezstopenjski, 60 na uro leti, oziroma če ga pritisneš, gre to kar 65, pa še malo čez. Čakam, tle lepo spešil na ravnin. Če lahko jih ne snimam, pa ben avta ni. Čakaj. Zraven imamo avtocesto, da vidimo, če kakšen ga prehitu. Gas. Evo, je na 65 do 66, kje nek pride. Je dobro ga pikira, ko pa bremze. Tudi. Pa sem jo bolj malo pritisnil, ampak se ustavil, se more. Tako težo ustaviti, ni kar tako. Kako se vidi, da je to nov model? Ta prvi porajtaš tele luči gor, ki so tako narejene okoli in tudi zadnji pojmo pogledati, pa že tle, lampa, gor lampa, pristran lampa, na štengah lampa, not kabina itak tudi vse razsvetljena, če je treba. Potle zadnji pa sploh noro. Tamle okoli, rotacijske so v bistvu pod tistem zgornjem trem, pa so pa še, če da smo gor splezan. Pa imaš pa na vsak stran še takole, 3 dodatno, ti so še nastavljive po višin, pa itak, levo, desno. V glavnem 360 stopinj okoli je traktor razsvetljen, plus to, da nastavljaš svetilnost. Lahko zatemniš, lahko bolj pojačaš. To so ta navadne kratke luči, cestne, ampak pojmo mi raje tlele v luči. To, da mene zanima, kako deva. Recimo sam tole pržgem, že tale svetke norc. Nastavlja se tlele koliko svet. In tlele takole pokažem, čak, mora biti tole stran, se bolj vidva. In pržgem to, ta je tamle gor nekaj začeva svetiti, pržgem to, kakor pač čem, pržgem to, kakor čem, tlele pa vse poj. No, da sem pa okoli in okoli pržgal. Pa da vidimo, čak bom dal na široko kotno, se sploh ne vem, kako bo jaz to dobro pokazal. Tlele sem pritiskal, pa da vidimo, kako se jača. Eto, naprej, levo, desno, zadnji. Jačam. Kakor češ. Ne vem, kaj se gre to žet, recimo koruzo, travo, kakorkoli, pa ne vem, če je kombajn na desna. Sam tile z bremzam dol in zadnji kombanist, tamle kažane, ohran normalen vid, kafila. Kadaj, če mu jaz vse skupaj nažgem, pa mu svetu oči in ponovadi na navadnih traktorjih se te
delovne luči pa to ugašajo, lik zaradi kombanista. Temu pa v bistvu samo omejiš, da je tam kaj komban, tam zapreš luči dol in to je to in on bo videl. Da se to pač tudi shraniti več enih programov. Daj, če bo še šipo spucano, ajde, če odprem. No, se kar pokadva. Vidim, kje divam. Sam to je tako, no, to je za slovenske kmete, ajde unek, so res tako hud, kad imajo 24/7, to še prav pride, drugače pa to kar huda reč, no, huda. Fajn je, če imaš za ponoč luči, da svetiš, ampak da pa te potenciometre rabo, oziroma da prilagajaš svetlost, to je pa res že bolj za specialne zadeve. Tako sem prej rekel, recimo, če se nekaj žane, da imaš tam zadnji komban, da une 3 čez vogal ugasneš, daj. Naredila so, tako da izgleda potreba je. Zdaj, če ne pa bo, če ne ljudi, ki bi to kupovali, pa tega ne pa bo. To je napredek, konkurenca pa to, moraš biti zmerno bolj, moraš biti zmerno spredi. Eden izmed rezultatov je pa tudi to, take luči. Tako, roke, prečka, spredi, zadnji je vse še ta tretja kategorija. Pa je četrta kategorija, to se pravi, da rabaš več bunke, pa pride pri seriji 900 pa gore. Zdaj dejansko prav pomagalo za to prečko, zato je tako težko, da ti opehnem gor špona, ki se pripina pa odpina. Zdaj traktor ima itak bolj kot ne vso opremo, tle zadnji dokaj klasično, lahko gremo na hitro malo čez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parov ventilov, plus low sensing, itak zračne zavore, z ABS, ISO-bus. Tole je še tista varianta, tovornakarska, za bremze, hiter preklop, da ni treba tle teleh dveh zatikati. Avtomatski drsen preklop, tale kardan zadnji, ima vse brzine od 540 do 1000 eko. Je pa majhen več, no, tale vela tle zadnji, tako da ne gre vsak priključek gor, oziroma bi mogel velo zamenjati. Spodaj še K80 priklop, 2x30 za zavijati, vzmeten, itak maksimalno, kabina zračno vzmetena, spredi prema vzmetena, not zic, bomo prišli tudi do njega še, je precej nor. A kako se traktor pele? Ja, tipi top. Itak ima zadnji vzmeteno hidravliko. Mislim, vzmeten je itak na 100 koncah. Tlele se štela poj, no. Nad 8 km/h pa začne zadnji priključek blažiti. Bolj se trenutno ne da. Čez kakšen let ali pa čez kakšne 5-10 let se pa verjetno da tudi bolj pelati. Ampak trenutno bolj ne gre. Pa zaprem, je drugač tudi dosti stik not. Mislim, kaj pa radio ne bil, kakorkoli. Za po širokih cestah je dober. Za kakšno gužvo pa zna biti hit gužva. Da najbolj to v kakšnih ozkih ulicah čutim, takrat je najslabi. Pa kakšen nasprot pride, magar šlepar. Tipke na blatnikah, to je tako ena klasika, pač gor-dol hidravlika, vklop kardana pa en par ventilov, ali prečka, ali pa kaj drugega. Potem pa pri kolesah, tudi ki se precej ven sekajo. Zdaj tako je, traktor je težek 10 ton, plus spredi ima 2 tone 200 teži, pa še tle na vsakmu koles 600 kg. Tono 200 pa 2200 je 3400, to se pravi je 13 ton pa pol vaga tale traktor, s tole opremo, kakor ga tle vidite. In zato so tudi tele kolesa majhen prilagojeni, oziroma profil. Se vidi, da ni klasičen, ampak pa še tle posredimo tako, malo bolj je razdrobljena, kako preko. To pa lih zaradi same razbremenitve teže. Zato je tako težek, da se majčkar manj poseda, oziroma da je bolj lepo razporejena teža. 42 colske, 710 široke, 75 visoke. Ja,
Moraš, pa mora biti to že sama guma težka, to je pa draga, to mora biti tudi drugo. Plus to, če to bomo pa spredi videla, no pa tle zadnji tudi, tle se nekaj skriva. Te prve so pa 34 colske, to se pravi 42 col, 34 col, 650, 60, 34. Tale ta prva guma je velika tako, kot pri manjših traktorjih ta zadnja. Vario grip. Gor iz traktorja na računalniku nastavljaš ali cesto ali pole in ti gume pumpa spušča čist po želji. Pa ne vem, za na cesto, če jih nastaviš na recimo 2,2 bara, ti jih napumpa na 2,2, ko pa klikneš pole, priješ na pole, ti jih pa spusti na 1 bar, recimo. Vse to sem jaz tudi probaval. Sam to je pa tudi taka količina zraka, toliko je, veš, kot takle bicikl, toliko na kubikov gre to not lufta in majhen traja, da se to napila, pa spusti. V glavnem, DKH bom še naštelal takole. In zdaj bom pritisk pustil iz 2,2 bara na 1 bar, sem jaz tle nastavil. Ker brez veze, da dam premalo, kot je, nima smisla, no itak bom rekel, vsak bo primerjal. Tako da zdaj spušča, tudi zunaj se sliši, čak bom še vam poj posnet. Iz 2,2 na 1 bar, za še več grip. Čak grem jaz vam poslušati, kako se tole sliši. Nekaj puša, drugače jaz, kad takle zvok slišim, pri navaden traktorju ali pa pri mojemu, kad tako zrak puša, to nič dobrega ne pomeni. Ampak tle pa zveja pomeni. A ja, še ta zadnjo mora spasti, da le 1,1 do 1 mora pa prijeti. Dobar, bejžmo. Tole sem pa jaz kar konkretno spustil. Na zadnje je bo kamer biti malo bolj tele, pa majkrat manj. Ampak dokler pele, naj pele. Pumpam gume za na cesto. Kršu, čez celo pot me je, še malo več. Zdaj, ko jih tole od teh gledam, sem se spomnil, da povem, koliko dvigne tudi ta zadeva. Zadnji ima 11 ton 600, spredi pa 5 ton 300. Dva para ventilov, tipka za gor dol pa za par ventilov. Traktor prav res strupen zgleda, pa čez tole masko je fajn, ker se vidi ventilator. Je tako no tak strupen, napadalen, vorank, no se drugače napada na polno. Če pa češ nekaj napada, je pa treba tega norca nafilati. 540 litrov je kester velik za nafto. Če imaš doma eno IBC cisterno, dvakrat traktor napumpaš, pa je fertik. Pa imaš še razne predalčke za orodje, tle že nekaj not. Pa na strani tudi nekaj špegle, itak električno nastavljiv. Po dimenzijah je pa tako, širok je 2,70 m ali pa kakšen centi več. Pa na bližnjem govorim. Poj visok 3,30 m, pa dolg 5,60 m. V glavnem na cest ga je kar ogromno. Je pa tako, da je visok, sediš gor in pregled je dober, pa zadaj, ko imaš kakšne 3-metrske priključke, ki je že traktor toliko širok, niti ni treba to gledati. Če boš v česa, ne, ker na vsak stran še ne to klufta in če gre traktor čez, gre skoraj zikar tudi priključek. Zdaj, kakor je velik, se drugače kar dobro obrne. Tudi tale 4x4 pogon, ki je konstanten, ne vem sicer, kako je to narejen, ampak nadela risov oziroma narije.
Ena primerjava, Deutz Angler plus 85, pa 832. Evo, pas. Saj sem več kaj dosti ne videl, ki je zaprt, mogel pa še takrajne pokrove pa to odpreti. Ampak ja, 8.0, Akco Power, 6 cilindrc. Tale ventilator ima tudi način, da kontra piha, to se pravi, da spiha umazanijo ven. Je to hladilnikov. Pa kakšna hladilnika. Drugače jaz to dosti narad odpiram, takrat ponovadi odpiramo, ko so kakšne težave ali pa servise, to je pa zmer poj koštane. Evo zaprt. Kaj, gremo v kabino pogledat not. Zdaj jaz bom to bolj tako na hitro povedal, no, našel čisto vse detajle, zato ker bi mogel pa že jaz tudi bolj pogledati vse skup. V kam povem o temole sedeže, nastavitev imaš kar češ, hlajene, gretje, itak spuščati, nižati, vse posebej se nastavlja, delno se tudi vrti. Telekomande, notka so, to je Fendt One, to imajo vse Fenda približno isto narejen, odvisno od opreme. Tale konzola, kar se tiče fizičnega dela sploh, potle v računalniku pa ima več variant not, kot imamo spremenjeno opremo. Sicer sem rekel, da mi enkrat prav ločen video naredil od teh komand, kako pa kaj Fendt One, ampak pojmo da tudi na hitro čist pogledati. Okoli in okolica predalčka, nič posebenega, šibedah, to gontret, vse kar se popravlja je pa tlele gore. To se pravi na armrestu, ako kot temu pravi. Dobro, tle imaš pa še za razne nosilce, za razne računalnike od drugih priključkov, pa elektropriključka, cel v bistvu je pa tle. Tle te prvo se zdi, da je to cela vesoljska znanost, ampak je drugače čist simpel. Že po barvah je majhen označen, to se pravi, kar je oranžna, je motor pa menjalnik, bela, tele so frej tipke, pa nastavljive, kar se pa tiče modre, je pa za zadnjo hidravliko, pa sprednjo hidravliko. Tukaj so ventili, najbolj ga bržen, da bo vse normalno deval. Tle se zaklene, te tipke so v bistvu sama zaklenjena in odklenjen. Je pa tako, vsak ventil posebej gre tako dol. To se pravi, ta je recimo za zelenega, pač plus, minus, to zdaj prečko prestavljam, ali pa plavajoče. In tle te ekrančki notke so, ti pa kažejo na kjer pozicije. To se pravi, če plus držim je plus, če ni nič je na 0. Plavajoče, te barve zraven, ki pa so, to pa pomeni, kjer ventil je. Zadaj so ventile označene ne številkam, ampak z barvami. In poj, kaj lajtango to takneš, smo tako model to hidraulično prečko, imam v rdeč not in ima tle rdeč ventil je poj za to. In na računalniku se tudi prestavlja, vseh 6 ventilov, kamorkoli če jih pač daš. Nič v toliko detajle, no, veš, kaj pa so recimo še te fore, na kjer mu ventilu ti ne dela tipka zunaj, ne vem, če bi dal na zelenega, da bi poj, kvaj svim, prikolico kipal, karkoli. To je pač tipka zunine blatnika in zdaj imam rdeč za prečko. Nastavljajo se pretoka, timerja ni da ni. Kardan zaužgati spredi, kardan zaužgati zadaj. Ta zadnjo hidravliko sta te dve tipke pa takole gre. Tole je ta zadnja hidravlika, tole je ta prva hidravlika. In v bistvu tle jo samo odklenem, pa jo pa tle višam, nižam, spustim čist dol. S tem isto, bolj precizno, da nastavljaš. Pa imam naštela na plavajoče. Tako, ko bom jaz, ko sem grubal, imam samo tole, da ga sam vržem dol, pa da je not zleze, majster. Ali pa tole, če bi šel recimo rad, da imaš poj bolj EHR uporabljen, ko gre hidravlika visok, pa koliko dol. Tle zadaj imam pa poj tudi te nastavitve, koliko se vse dogaja za to hidravliko, šle se poj ta elektronska hidravlika zadaj nastavlja. Plus si tak milijon še drugih zadev zraven nuka. Čak majhen moram dati klime, drugače bo to prehude. To bi se mogel pa enkrat malo bolj podstopati. Tole omejiš brzino, ko gre traktor do konca hit, to se tudi v bistvu tle prestavlja poj. Zdaj imam na 66 naštelenega do konca, lahko mu pa pač omejiš. Da bolj tudi če boš gas do konca pritiskal, ne boš šel hitri. Kaj to. Te so prazne tipke, daš po želji poj, na računalniku nastaviš. To je navigacija, rotacijske tele špegli. To je tle za poudartno, pri telah ta novih traktorjev. Ti imaš v bistvu sam vklop špere, pa avtomatsko vklop špere. Ni pa več tipke za 4x4, pa ni več tipke za enko pa dvojko. Pri teleh Fendah že od nekdaj je bilo, da smo
prvo brzino pa drugo brzino v bistvu. No. Sam predstavljal si kao ena cestna, ena delovna in tega da ne več. To on avtomatsko prilagodi, imaš od nič do 66 skozi isto, pa ni važno, ali si na cesti ali pa si na pol. Plus to, da ni več tipke za 4x4. Tle imaš nekako kar konstanten 4x4 pogon vklopljen, oziroma se isto prilagaja, takrat kar rab. Tako da je to ne vem točno kako deva, ampak ja, glavne tipke ni. Plus to, zdaj, ko greš ven iz traktorja, pri fendah ponovadi mogo ročno zategniti, tle ima tudi avtomatsko ročno, ko se usedem pa grem iz kabine ven, se ročno vklop, avtomatsko. Tempomati, ta je za obrate, enka dvojka, nastavljaš le v računalniku not. Za brzino enka dvojka, tole je pa, da ga vržeš v nevtralno, v ler. Tole je za kako boš vozil s pedalko, ali pa lahko tudi s timom voziš naprej nazaj. To se pač nastavlja. Zdaj, kakor sem navajen, jaz sem čisto navajen na nogo, to se pravi dodajam brzino z nožem ugasam, s tole ročko niti ne. Kakšen pa s timu pač mu dodaja, pa takole pa nazaj jemlje. Zdaj, če ga zabijem v desno, ti gre se vklop tempomat za brzino. Ne vem, jaz ko sem grubal, pa če sem mu recimo 8 na uro naštiman, bum, zabijem ke, pa se 8 na uro pelil, pa ga pa takole tudi izklopiš. Moraš imeti pa pač le določenega, le enko ali dvojko, kjer ga si pač določiš. Za obrate pa isto. Tle pa sam takole naštelaš, pa jih se vidi, da jih je nabil. To pa je takrat za kakšen del s kardanom, pa to. Dobro, lik s tak molev se verjetno baliral nov. Kakšno frizo veliko, pa je taka pa že v kagonu. In nastaviš obrate toliko, da ima konstantne obrate kardan. Pritisneš tega, pa ne vem, če ima tle tempomat, pa bum, pa pičiš. Tale knof, to je pa za tempomat, da ga lahko hitro malo nastavljam. Ne vem, če imam na 8 na uro nastavljam, pa da se zdi, da je malo prehitro, ga sam takole majhen zbrinzam, ni treba not v računalnika to delati. Zdaj vam sam pokazal, kako tega hudiča zadnji nastavim. Se nimam kaj dosti posebnosti, to se pravi zadnji priklop in priključna gred, ki jo ne bom rabil. Tle naštelam višino, to se pravi zdaj imam na 71% kao, v kaj s tem motam, ne vem, dam na 48 in zdaj, ko ga čist dol vrgu, zdaj dol, ko ga pa kliknu do vrha, se me pa malo premalo dvigne, ga moram pa malo povečati. In tle, ko višam, se me tudi zadnji dviguje. Tokle, da nam pojken zadino prav trapast, ga imam lahko malo višji dvignem ga. Tle imam naštelan, jaz ko grem delat, da bam, vržem v plavajoče, evo se tle pokaže, takle valov, plavajoče. Tok, da poj majster sam not zleze in v bistvu ga ta zadnji valjar drži. Nič, to dvignil. Naštelal bom še tempomat za brzino. To ima tle, ta je za motor, ta je za brzino. To se pravi, za motor obratov ne rabim, ni kardana, ni nič, to bo sam poj prilagajal, rabim pa za brzino. Pa za furo bom to prvo naštelal na 7 km na uro, da ne bo šel prehiter. Drugače, ko tudi s tem odivam, pojken kot vklopljen. In jaz v bistvu tudi zdaj če spelem, evo, naprej spelem, pa ga butnem. Aja, teprv ga moram vklopiti. Evo. In se v 7 na uro pelal, pa kaj s tem malo prilagajam. Nimam prve, nimam druge, nimam 4x4, tako da ne bo, da gremo v akcijo. Tempomat imam na 7 na uro. Se traktor drugače, kaj ima poje. Poraba, poj bom poprečno pogledal, ampak tam okoli 30 skoraj, slabe 30 litrov na uro. In veš, se lega ruknem iz tempomata, opa, sem se kar ustavil, ja, sem pozabil, da mora nekaj vliti za spoj. Bam, koknem gor do vrha, čakaj, delemo gole, ja nič. To še pa čez konc poj še enkrat. Drugače je dobro naredi, no, res. Pa je še majhen motor dvignil, še majhen višji. Jaz ti sploh obrnil, kaj normalno. Evo. Tam že 200 obratov. Tole je dol. Tempomat. No, jaz ne naštelam ga to nekaj čudno.
Kraj gledal. Evo, tako na Andrevet. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding, trying to catch me riding. Tole je pa inverter. To je pa sprememba smeri, če ga v levo zabijem. Imam tle eno pri volanu, tle eno, pa še tle na temu joysticku. To so pa spet ventile. Zdaj imam recimo nastavljenega na rumenega, se vidi, levo pa desno je pa moder, ampak nimam nič priklopljen not. Pa imaš pa še tle gor zelenega, pa rdečega. Jaz smo tega pri 516 na nakledaču. Kar imaš pa tle gor, je pa tudi fajn tale inverter oziroma sprememba smeri, ker z nakledačem sem pa kaj prevažam, zmer tega klikam, kaj je ta najbolj priročen, ni treba s tolo roko sem, motaš, pele se, s tem pa spremeni smer. Tole je majka zadeva. Pa tle gor imamo go pa end, dvakrat, to si pa nastaviš program. Pri pluga, ki ga, ne vem, klikneš go, pa ti ga dvigne, pa ga zapre, pa ga obrne, vse sam z eno tipko ali pa karkoli, no. Ker sem pripeljem na parcelo, ko sem naštelen z friza, pritisnem go in mi friza začne spuščati dol, vžge kardan, pa jaz naprej peljem. Ko pa pridem do konca parcele, kliknem end, pa mi friza dvigne, kardan ugasne in to je to. Imaš pa teh funkcij v programu, kaj narediš tak, da je noro. Vkrat bo našteljeno tudi na go pa na end, ampak tele trenutno, da mi je zaprl, kdo bo pucal poj. Tele trenutno, ko imam sam hidravliko gor dol, nam nič na ti programe štelal. Ko grem 30 rikvrc, 3 treba. Če draž mi treba. Tam imam nekaj malega še ostal, kar imam še bolj nazaj. Ti dve sta spet po želji bližnjice. To je pa spet ventil. Tle je tudi svet gor, da je rdeč ventil na to priklopljen in dela, ta je pa zelen. Takole ga pa vržeš v plavajoče tudi. V glavnem cevka imaš enih pozicij za ventile, pa kjerkoli ta bolj odgovarja. Ker jaz tele ponovadi, ker sem frizal pa to ali pa tam, da ni bilo treba, ne vem, iz tega joysticka sem dol hoditi pa tle gledati, pa se spomniti, kaj je že za ena reč, jih imaš pa si jih tle naštelaš, da jih imaš bližji. Zato hidravliko gor dol se da tudi na te tipke poj prestaviti, pa se to manj zvija nekaj. Aja, zdajle pa imam naštelen. Se vidi? To mi je prej zvija naštelal. Z primo, da jo dvigujem pa spuščam. Zlija in to tle pa še. Dobro, to je za vklop navigacije tudi poj, ko jo ima nafta, AdBlue, zrak, pa temperatura motorja, tle poj obrati kardana. Da se pa iz teh displejev prestaviti tudi na ta displej kakšno navigacijo, da poj tle vidiš navigacijo. Sta pa te dva podvojena. Da se jo kaj tudi recimo zdaj ugasne, da notlele za brez veze. Sam lahko izbiraš, ne vem, če bomo zadnji en priključek, ki ima isobus, da nimaš dodatnega ekrana tle noci, dol potegneš tega, pa imaš vse od tistega priključka tle v bistvu gor. Tega bi pa recimo pustil pač sam za traktora, ne? Da imaš nastavitev traktorja pa to, kar se tiče tega. Tle gor daš pa priključek. To je ta najbolj primer, ali pa ne vem, če bomo, da bomo skozi to zadnjo hidravliko tle odprto, tle bomo pa odprt. Aja, tle bomo pa ventile, evo, pa imam lahko, da recimo sam to dvojenuco, da ti treba nazaj pa ven hoditi, imam tle pretoke ventilov, ki se jih štela tudi s temo, tole sem še tle pozabil povedati. Ali pa ročno.
pogrčeš. Zdaj ti knofi tle, sem jih prej še pozabil povedati, to je v bistvu samo za radio. Ali pa mute. To je pa za klimo štelati, avtomatska on-off, koliko hiter ventilator dela. Stimule se tudi lahko prestavljam po meniju. Ne vem, če mu strane roke ali pa če ne pa še lih to klikati, se pa stimul lahko prestavljaš. Tle priješ v tista glaven meni, imaš vse not. Poj pa ta tipka, ki pa nastavljaš te zadeve, ki sem jih prej govoril. Te prazne tipke, koliko sem prej prestavljal gor dol, še tle odklenem, pa grem tale ventil v kanto vršt, pa dam recimo ventil rdeče že, dajmo, ne vem, modrega. In se ima tle tudi spremeni barva in imam moder ventil poj na tel tipk. To je vse nastavljiv, čist po želji. Po imam isto za tega, nastavljam kvačem, da tle. Lahko je tudi kaj drugega, ne vem, lahko je navigacija, lahko je, da se ti ta zadnja hidravlika dvigne gor ali pa dol, ali pa dajmo recimo luči z štirko, evo, pa sem tle pol pokaže, da še ta polkna. In zdaj zadnji tudi luči s tole tipo lahko luči pač vklapljam. Ampak zdaj bom tole ven vrgel, da ne ustav. Odvisen od priključka, odvisen od strojnika, kva bi rad, pa ima še tole hit pogled, pa je pa to. Zdaj to je ta glavna tista plošča in imaš lahko več teh zadev nastavljenih, tle vidim, da ima vse sorte nametan. Jaz imam v bistvu samo dve odprte, da jih ima celega boga teh slajdov. To so v bistvu samo bližnjice. Če pa ne rabiš toliko bližnjice, jaz ponovadi kar tega kliknem, pa grem tle poj not, kamor je treba. To je se pravi ta prva hidravlika, tle imaš ta zadnjo hidravliko, tempomati, obrati motorja, ungun tret, tle imaš za kontraventilator. Ventilni pretoki, to sem že prej kazal, to je zaporedje, go pa end, se nastav, se odklene, oziroma se izvija in to že nekaj delov. V bistvu nekaj nastavljen, zdaj če pa jaz go pritisnu, se mi vse tole sproži. Ker danes se mi pržge, nekaj mi gre v plavajoče, pa se pa nastavlja, ali koliko sekund počakam med naslednjim korakom, ali pa koliko metrov naredim med naslednjim korakom. To zdaj nimamo cajta, da bi to govoril, bom enkrat drugače. Drugače pa dobra zadeva, sploh tam, kar rabaš veliko manj. Za luči, nastavljivi špegli, to se pravi se nastaviš, kjer ga boš, a boš tega premikal, delate levega ali pa tle desnega, da se ima videti levo, desno, gor, dol. Gretje imajo, tle so pa kamere, ne, če zakaj mi to kamero kaže. Tle nastavljam primo ali pa jo zaklenem kakorkoli. Ventilacija, klima, gretje, muska itak da radio, poveza se v kak gor s telefonom, ni da ni. Kamero ima zadaj, kamero ima tudi spredaj. V kam še kakšno dodatno kamero gor, pri priključku, da pa jo spremljaš. Navigacija, section control pa je tudi. To je za ISO bus terminal, pa so tle razne porabe. Tole zgledam, kol še nim ben nič pobrisal. Tako da to je čisto na hitro, no, pa imaš pa nastavitve navigacije. Ja, se to so se tle že malo nodajali, ti parcele pa to. Itak lahko spremeniš tudi, kjer človek je gor, da je uporabnika spremeniš, da ti nastavitve drugam spremeni. Pa delovni profili. Zmeraj, kad traktor prižgeš, ti te prvo to ven vrši. In v bistvu, če grem jaz, zdaj bom tudi za manjše traktorje govoril, ne samo za tega, ne, če bi šel kosit, balirati, karkoli. Na 516 imam v bistvu vsak priključek posebej shranjen. Tiskam šel delati, tistega kliknem in mi vse prednastav, tako kakor imam za tist priključek narejen. Za balirko, vse obrate, kardana, vse tempomate, vse naštelan. In kliknem balirka ta pa ta, to imam shranjen, se programi postavijo in ne rabaš nič v bistvu študirati. Zadnji moraš edin pogledati, da so lightinge pa to prav priklopljene, drugače pa tle nimaš prav naštelen. Prideš na polje, vržeš dol tisto mašino, ki jo imaš že prej nastavljeno, no. Šopaš. To je tako, no, to sem dele čisto na hitro pa površen malo povedal, niti nisem jih toliko razmišljal, da bom tole snemal. Ampak ja, vse pa na bližnje sem povedal, no. Pozabil sem povedati, da je tlele noče tudi hladilnik. Tle zraven. Pijačo ohladiti ali pa semič, da ni prav gorek. Pa brisavc na desni stran, desna stran pa spredi se itak ne odpira, ampak briše pa. Tudi ta prvi brisavc le kam deleč, koliko deleč gre okoli. Se pa visokej, nad vsem. Zdaj cena te mašine. Jaz ne vem točen, niti nisem vprašal, predvidevam pa, da to pride tam dobre 300.000 € plus davek. Je pa to trenutno tak tehnološki višek, a kva bi temu rekel. To ima bolj specifičen traktor za težke dela, za velike stroje, za velike
parcele, ni to za vsega. Tako da jaz sem prav vesel, da sem ga v Kamau probal. Hvala Interagrar za tale test. To je to iz moje strani, ko mi čaka, da še kakšno reč dobim, da v Kamau probam, ker mi je prav užitek, no, takole malo stestirati, malo pogledati, malo povedati, je kar zanimiv. Vi ste pa vabljeni kaj v spletno trgovino bobnar7.si, vidite dobro nosili in pa še kaj pametnega posnel. Živ! Thank you.